Pozdravljeni. Pred vami je 12. del mojega rednega tedenskega komentarja novic sveta Formule 1. Preden se začne letošnja sezona, poglejmo si, kaj se je zgodilo zanimivega. Kot običajno bom tudi tokrat pripomnil, da gre za moj osebni izbor tistih novic, katerem po mojem mnenju nismo posvetili dovolj pozornosti, in hočem opozoriti, da gre za moj komentar, ne za obnovo tistega, kar je v določenem članku pisalo. Vkolikor koga izmed vas zanima, kaj je tam zares pisalo, so vse bližnjice do originalov navedene v opisu. Tokrat se bomo ukvarjali z 4 različnimi sklopi in da ne bomo predolgi, najbolje, da kar začnemo. Ekipa Williams ima novega tehničnega direktorja. O tem smo lahko brali v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Sam bi vas rad opozoril na članke, objavljene na spletni strani Autosprint, Race Fans, ampak tudi oni enkraten življenjepis na uradni spletni strani Formule 1 je vreden branja. Vsi so bili objavljeni 23. marca letos in nov tehnični direktor pri ekipi Williams je François Xavier Demisson. V svetu motošporta je znan tudi po nadimku FX, François Xavier, logično. In seveda deloval je predvsem v svetu rallyja, kjer je bil odgovoren v ekipi Volkswagen. Mnogim izmed vas se je sedaj posvetilo, da Jost Capito je začel klicati v ekipo Williams kader, kateremu mu zaupa, katerega pozna. In tu se bomo sedaj ustavili za trenutek pri funkciji tehničnega direktorja ekipe. O tem je bilo v mojih prispevkih mnogo govora, a sedaj vidimo na primeru ekipe Williams, zakaj je to tako pomembno. Namreč mnogi navdušenci si boste mislili, kaj lahko pripomore nekdo, ki je vešč v rallyju, pri ekipi Formule 1. Namreč vloga tehničnega direktorja ni, da izriše določen del oziroma dobi neko rešitev na aerodinamičnem oziroma mehanskem področju. Vloga tehničnega direktorja je ta, da vodi kompleten oddelek, tako tisti, ki se ukvarja s šasijo, in onega, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi ter menjalniki, seveda, če je v ekipi prisoten tak oddelek. In prav tu se vidi lep primer pri ekipi Williams. Mnogi se še spomnimo Paddyja Lowa. Kaj je bila tista zadnja kaplja, ki je situacijo privlekla čez rob? Ni minilo dosti sezon od tega. Spomnimo se, da so pri Williamsu izpustili prvi teden zimskih testiranj, ker dobesedno njihovo prednje vpetje ni bilo primerno za tisto šasijo. Mogoče je prišlo do kakšne zamude, mogoče so izdelali napačne načrte za nek del. Ne vemo. Odgovoren je bil tehnični direktor, ki je nato seveda zapustil ekipo. Drugi primer je James Allison, izjemno sposoben inženir. Dokazal se je tako pri Ferrariju, ampak še bolj nato, ko so ga iz Ferrarija izgnali pri tovarniški ekipi Mercedes in je po moji osebni oceni eden izmed najboljših na tržišču. Torej, za delovanje ekipe Formule 1 je tehnični direktor, po mojem osebnem mnenju, ena izmed ključnih figur. In verjetno se kdaj kdo izmed vas bolje razume, zakaj sem tako kritičen do skuderije Ferrari, ker pravzaprav ne vemo, kdo je tehnični direktor. Bil je Mattia Binotto, govori se, da Enrico Cardile naj bi nekako zapolnil to vrzel, ampak on je vključen v druge faze projektiranja. En in isti človek ne more skrbeti za več funkcij.
Vsaj tako je moje mnenje in videli bomo v prihodnosti, kako se bo to obneslo. Zaenkrat pa mislim, da pri Williamsu stopajo po tisti dolgi poti, ki vodi navzgor. Lep primer smo videli nekaj sezon od tega pri McLarenu. V našem drugem sklopu se bomo pa posvetili ekipi Alpine ter seveda Renaultu. Na spletni strani motosport.com sem 23. marca prebral intervju z Luco Di Meom. Povedal je, da Renault prek Alpina je z vekomaj navezan na Formulo 1. In tisti z vekomaj je seveda v navednicah. Zavedati se moramo dejstva, da govorimo o Formuli 1, kjer večnost lahko traja samo do pojutrišnjem. A vseeno ta intervju daje neko sigurnost. Namreč še pred nekaj meseci je bilo kar nekaj govora, da bi lahko Renault ponovnoma zapustil Formulo 1, kar bi bilo slabo za šport. Tudi dejstvo, da nimajo nobene stranke pri pogonskih sklopih, je kazalo v to smer. A izgleda, da s to menjavo, ko je prišel Italijan na čelo koncerna, bomo lahko videli še kar nekaj sezon ekipo Alpine v Formuli 1. In tudi dejstvo, da je v ekipo Alpine poklical Davida Brivija, daje tak občutek. Tu bi rad pripomnil, da mnogi navdušenci so mnenja, da italijansko vodstvo ekipe Formule 1 ni dobro. A zanimivo je dejstvo, da pri Francozih dobivajo vse večji vpliv Italijani. Konec koncev, narodnost strokovnjaka ni pomembna. Važno je, da ve, kaj dela in da mu pustijo proste roke, da pokaže, kar zna. A tu bi se rad vrnil na tisto izjavo Fernanda Alonsa, ki sem jo prebral na spletni strani Race Fans, prav tako 23. marca. Če pustimo tiste znane izjave Fernanda, pravi, da pravo razmerje moči bomo videli v Bahreinu, na prostih treningih in seveda kvalifikacijah ter dirki, in da bo pravo presenečenje za vse navdušence. Tu se ne bi spuščal v tiste podrobnosti, ko Fernando Alonso sam sebe ocenjuje kot najboljšega. Seveda, če vprašate Simona Jazbeca, kdo je najboljši pri podajanju komentarja na novic, bo rekel, da Simon Jazbec, in mislim, da to je vsakomur izmed vas jasno. A vseeno, Fernando Alonso je karakter. Poleg tega ima izkušnje ter zna dozirati novice. Sam sem bil malce presenečen, kako v ozadju so se držali pri ekipi Alpine in pričakujem, da bodo malce bolj agresivni. A do tega odkritja nas loči le še nekaj dni in skupaj bomo odkrili, ali pri Alpinu bodo presenetili ali ne. Mnogi izmed vas ste me že vprašali, zakaj pogostokrat v teh mojih prispevkih navajam na primer italijansko verzijo spletne strani Motorsport. Treba je povedati, da v različnih jezikih se lahko na istem viru informacij znajdejo čisto različni članki. Na primer, Franco Nunez je po mojem osebnem mnenju izjemno dober avtor. In v tem citiranem članku nam razloži približno, kaj se je zgodilo pod tistim pokrovom pogonskega sklopa na tovarniškem Mercedesu. Namreč o tistih izboklinah je bilo kar nekaj govora. A v resnici, kaj se je zgodilo? Seveda, gre samo za špekulacije, kar prizna tudi sam. Nihče izmed nas seveda ni videl tistih načrtov. Kljub vsemu izjemno zanimivo razmišljanje. Franco Nunez trdi, da pri Mercedesu so šli korak naprej. Namreč zmanjšali so tako imenovani intercooler ter podaljšali vsisne kanale zraka za motor z notranjim izgorevanjem.
Tako so dobili bolj vitko strukturo za vozniško kabino, seveda tisti daljši osisni kanal je viden na pokrovu in tako so baje tudi s to spremembo dobili ocenjeno nekje 30 konjskih moči več od tistega, kar so imeli na razpolago lani. Seveda gre za špekulacijo. A sam Franco Núñez je izjemno previden. Namreč povedal je, da pri Hondi naj bi dosegli nivo lanskega pogonskega sklopa Mercedes in ne letošnjega. Trdi tudi to, da po njegovih informacijah naj bi na zimskih testiranjih pri Mercedesu uporabljali izjemno varčne programe, kar se tiče tiste elektronike pogonskega sklopa. Zato lahko predvidevamo, da pri Mercedesu imajo neke vrste asa v rokavu. Po mojem osebnem mnenju bo šele drugi prosti trening pokazal nekako zamegljeno razmerje moči, ampak zanimiv vir informacij od nekoga, ki svoje prispevke piše in ne prepisuje. Zato ga cenim in pogostokrat navajam. V našem zadnjem sklopu se bomo pa znova obrnili na članek iz spletne strani motosport.com, tokrat v angleškem jeziku in seveda gre za razmišljanje znanega strokovnjaka Formule 1, Adama Cooperja. 24. marca je objavil članek, kjer se sprašuje, kaj bo naredil Lewis Hamilton. Bo dosegel 8. naslov svetovnega prvaka in se upokojil, ali bo ostal še mnogo sezon v Formuli 1 in se skušal dokazati tudi v tej novi generaciji bolidov, ki jih bomo videli v naslednjem letu. Že na začetku tega razmišljanja je Cooper povedal, da še sam Lewis Hamilton pravzaprav ne ve. In tu je poudaril, kakšna modrost je bila, da je podpisal pogodbo samo za eno sezono. Ima odprta vrata in čas za razmislek. Poleg tega je Adam Cooper poudaril še nekaj karakterialnih značilnosti Lewisa Hamiltona, ki so po mojem osebnem mnenju bistvene. Ena izmed šibkih točk Lewisa Hamiltona, po mojem osebnem mnenju, pa tudi po mnenju Adama Cooperja, je motivacija. Lewis Hamilton rabi nasprotnika, rabi nekoga, na katerega se fokusira. Ukolikor mu izgleda vse nekako prelahko, nekako samo po sebi umevno, izgubi tisto pravo motivacijo in njegova konkurenčnost pada. Mnogokrat smo opazili, da v drugi polovici sezone je bil izjemen. V tisti prvi, ko še ni razumel, kdo je njegov pravi nasprotnik, ni blestel. In prav motivacija je tisti prvi vidik, na katerega bomo morali biti pozorni. Lewis Hamilton nam je lahko všeč ali pa ne. A zavedati se moramo, da voznik Formule 1 se odreka mnogim stvarem, ki so nam, navdušencem, gledalcem, same po sebi umevne. Zamislimo si lahko v tem času, kako težko je potovati po svetu. Kolikokrat so pravzaprav zaprti v hotelskih sobah in seveda tam se morajo držati svojega režima prehranjevanja. In tu nočem omenjati veganstva Lewisa Hamiltona, ampak govoriti na splošno. Seveda fizične pripravljenosti in tudi raznih prireditev vezanih na tiskovne konference, stike z javnostjo ter pokrovitelje. Verjamem, da zna biti naporno, po drugi strani so zato izjemno bogato nagrajeni. A možno je, da Lewis Hamilton bo sprevidel, da je življenje tudi kaj drugega, zato ne bi bil presenečen, če bi se po tej sezoni tudi odločil za upokojitev. Namreč, kolikor mu bo uspelo osvojiti tisti 8. naslov svetovnega prvaka,
kak bi bil lahko še njegov cilj v Formuli 1. Odvisno od njega in seveda vsako njegovo odločitev bom spoštoval. A to je bilo za danes vse. Vidimo se naslednji teden z novim komentarjem novic. Do takrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.